Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ne moremo pričakovati, da bomo vedno srečni. Nam globokoumno sporoča požrešnica, ki bi rada bila predsednica. Bizniserka, profiterka in omožena z drugim najhujšim privatizacijskim tajkunom v zgodovini samostojne Slovenije. Kaj ji manjka do sreče, ne vemo. Vemo pa, da ji A. ne manjka keša in B. da v resnici nima pojma, kaj bi sploh kot predsednica republike počela. In zato nam bere pravljice. Pa z Robi Star Solarjem tekmuje, kdo je večji nateg. Presodite sami. Sedaj pa se lotimo 130. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali marihuana, tirana, Albanija. Kaj imajo psihoaktivne substance z evropskimi volitvami? Zakaj bomo hkrati z evropskimi volitvami odločili tudi o konoplji, nam bo povedala naša stalna komentatorica Norma Marija Brščič. Norma, toplo pozdravljena v Faktorju. Živjo, Aljuš. Norma, najprej generalno ta ideja, da se referendumi, posebej še posvetovalni, izvedejo skupaj z evropskimi volitvami. Kako se tebi to zdi? Mislim, tako v neki normalni državi, kjer bi se odločali o nekih pomembnih stvareh in bi potem ta odločitev, ki bi jo sprejelo ljudstvo, kar je najvišja oblika odločanja, se bi zdelo to zelo racionalno in smiselno in tudi verjetno, mislim, in gotovo ceneje in bolj pragmatično za vse udeležene, tako za ljudi, da ne rabijo za vsako stvar iti posebej na volišče, kot tudi za sam strošek organizacije volitev, da se vse združi na en dan. Ampak seveda v naši državi ne gre za to, da bi želeli prišparati, ampak je namen pri teh posvetovalnih referendumih drugačne narave. Vidim pa predvsem željo po aktivaciji, bi rekla predvsem levega ali pa nekega tega mladostnega volilnega telesa, ki želi uporabljati marihuano in si želi še več pravic na tem področju, kot spodbuda, da se spravijo na volišča in potem, ko so že tam, seveda tudi podprejo ustrezne kandidate, za katere vladajoča koalicija želi, da bi bili izvoljeni v Evropski parlament. Jaz se načeloma s tvojimi argumenti strinjam, s temi glede racionalnosti in tako naprej. Se mi pa vseeno zdi, da ne glede na to, o katerih vprašanjih odločamo, strinjam se tudi s tem, da to niso zdaj ravno neka življenjska vprašanja, o katerih bi neka huda debata potekala v Sloveniji pred to idejo, da se te posvetovalne referendume, ki so povrh vsega še posvetovalni, to pomeni, da pač niso niti zavezujoči, preden se to izvede. Ampak vseeno se mi zdi, da ta referendumska kampanja, da tako rečem, zdaj v nekem smislu v bistvu zajeda v prostor kampanji za evropske volitve, preusmerja pozornost in tako naprej. Kaj praviš na to? Sej vem, da so evropske volitve, da niso recimo državnozborske, ampak vendarle so vsakih 5 let izvolimo zdaj po novem 9 poslancev, evroposlancev, Slovenci, vseeno se mi zdi, da vsaj ta en mesec bi lahko namenili tej temi, ne pa še nekim drugim. Kaj praviš na to? Ja, mislim, da je povprečen Slovenec nima ravno veliko pojma, kaj se pravzaprav dogaja v Evropskem parlamentu in bi ta čas veliko bolj koristno lahko uporabljali za to, da se ljudstvo izobrazi o Evropskem parlamentu, o tem, kaj se dogaja, kaj je, ne vem, pomen mednarodnih pogodb, določil, usmernic in tako naprej, da bi v bistvu, ker mi smo od leta 2012 smo mi evropski, se pravi državljani, citizens, in o tem praktično ničesar ne vemo, razen to, da pač enkrat na 5 let volimo te poslance, ki so potem mastno plačani. Mislim, tudi tako bi si želela, da bi, če že to mi plačujemo, kar zelo veliko denarja namenimo za te poslance v Bruslu, da tudi tako, da dobimo nek pogled v njihovo delo in zakaj si posamezen človek želi kandidirati, se pa, tako kot si rekel, zamegljuje ta fokus te kampanje z nekimi ne bistvenimi vprašanji za našo državo v tem trenutku.
Zdaj, če greva na ta 3 referendumske teme, ker vprašanje je v bistvu še več kot 3. Ampak v evtanaziji smo se recimo že pogovarjali o tem preferenčnem glasu, se mogoče bova pri volitvah, danes je najina tema pač ta raba konoplje. Pa me zdaj zanima tvoj pogled na obstoječo ureditev. Ne vem, če vsi gledalke in gledalci vedo, ampak pri nas so določeni deli uporabe pač marihuane že dekriminalizirani in po drugi strani določeni segmenti so dovoljeni pri uporabi za medicinske namene. Ne? Ja. Uporaba marihuane je dekriminalizirana, se pravi, če te dobijo, pač ni to tak prekršek, da bi šel zaradi tega v zapor, če jo preprodajaš, to pa so kazniva dejanja, tudi če jo gojiš. Zdaj, jaz vidim, se pravi, v tem, to je bila prava logično-semantična uganka, da razvozlaš, saj imamo v Sloveniji že dovoljeno konopljo za medicinske namene, kaj bi oni zdaj še radi? Potem, ko se poglobiš v samo semantiko samega vprašanja, v bistvu vidiš, da gre za to, da je ta konoplja, ki se jo uporablja, pač konoplje se v Sloveniji ne sme gojiti. Se pravi, so vsi izdelki, ki jih uporabljamo, uvoženi. In mislim, da je to cilj, se pravi, tega referenduma, vsaj kar se tiče tega medicinskega dela, da bi lahko to tudi v Sloveniji tudi predelovali, kar bi logično zmanjšalo stroške recimo transporta in mogoče nam omogočilo tudi večji nadzor, boljšo kvaliteto. Povečali dostopnost tudi mogoče, k medicini oziroma zdravnikom do tega. Ja. Jaz, kar se tega dela tiče, jaz recimo s tem nimam težav. Sem tudi, ko smo recimo imeli v družini rakes, smo tudi se izobrazili oziroma poučili o možnostih konoplje za različne diagnoze. In jaz sem temu načeloma naklonjena, ker pač zakaj pa ne? Zakaj bi pa samo tiste farmacevtske zvarke pustili preprodajati bolnišnicam? Zakaj pa ne tudi naravnih stvari? Sploh recimo, kar se tiče na področju psihiatričnih zdravil, ko marsikatero zdravilo, ko greš gledat, kako učinkuje, kaj točno deluje, kako vpliva na možgane, koliko odstotkov boljše je od placeba, ugotoviš, da je tako veliko megle zapakirane v ta zelo draga zdravila. In sem recimo tudi ašvaganda je tudi ena taka rastlina, ki jo ljudje uporabljajo za zmanjševanje tesnobnosti, pa zaenkrat še dovoljena, pa tudi v bistvu ima tak zelo pomirjujoč učinek, podoben kot recimo čaj iz konoplje ali pa kakšni drugi pripravki. Tako da kar se tega tiče, sem jaz absolutno podpiram, da se pravi, damo farmacevtski industriji malo konkurence tudi mogoče bolj naravnimi pripravki, ki bi rekla, mislim, ki so seveda ima lahko tudi konoplja stranske učinke, tako kot jih imajo pač zdravila, ki jih zdaj predpisujejo. Če ga preveč ješ, je škodljivo. Tudi korenčkov sok. Ampak tako, jaz bi si želela, da bi se to bolj uporabljalo, kar sem se zdaj, recimo, ko sem se pripravljala na to, da sem videla, da v bistvu je veliko zdravnikov zadržanih do tega, pa se jim zdi, da nimajo pač nekih študij o učinkovitosti, varnosti, ampak se mi zdi, da so v bistvu tudi o drugih zdravilih, ki jih uporabljajo, ni teh študij, da bi bile tako zelo enoznačne, da so zdravila, ki jih trenutno uporabljajo, super, z minimalnimi stranskimi učinki, zelo učinkovita. Ampak imajo pač nekdo od zadaj ima interes, da se prodajajo ta farmacevtska zdravila, za konopljo pa pač ni bilo do zdaj še tazga pritiska. Tako da kar se tega dela medicinskega tiče, se mi zdi super, da bi se to razširili. Kar se tiče pa rekreativne uporabe, sem pa absolutno proti. Ja, če še zaostaneva za hip pri tem medicinskem delu, še to pojasniva, sej načeloma se tudi tu je dvojen namen. Eno je pač recimo za rajšanje bolečin, kot neke vrste pač naravni analgetik, drugo pa je pač v zdravilne namene, da tako rečem, kot zdravilo. Tudi v raznih oblikah se to uporablja in res v tujini obstaja za to pač dolgoletna praksa, tudi bolj razširjena kot pri nas. Pri nas so zdravniki, kot si sama rekla, zaenkrat še kar precej konzervativni, se mi zdi, glede predpisovanja tega. Nasploh imam občutek, da so zdravniki pri nas zelo konzervativni pri uvajanju teh nekih novih metod zdravljenja ali pa tudi zdravil. Ne bom rekel, da je to nujno slabo, bi pa naredil neko primerjavo, recimo pri cepivih proti covidu, smo videli pač to blazno neko kampanjo v smislu, da je pač, to je treba
čeprav še ni testirano, ni šlo skozi postopek kot sicer pač cepiva, ne, ali pa zdravila recimo morajo iti. Pri takih stvareh, kot je pa recimo pač indijska konoplja, pa ne. Čemu ti to pripisuješ? Je res ta fama te konoplje toliko, bi rekel, močna ali je kaj drugega po tvoje? Jaz mislim, da v bistvu konoplja zelo ogroža več nekih industrij. Jaz nikoli se nisem za to preveč zanimala, ampak vem, da se lahko tudi oblačila izdeluješ, vrvi, cel kup enih uporabnih derivatov lahko dobiš iz konoplje, kar seveda pač ogroža vse ostale, pa zelo poceni, pa zelo, mislim, da je tudi, raste skoraj ko en plevel, ne rabi... Ja, pridelava ni draga, ni zahtevna. Ja, ne rabi nekih ekstra, to ni neka taka snežinkica, kar se tiče okolja in stvari, ki jih potrebuje, da zraste. Pač ni pa, seveda, najbolj se mi zdi, da pa načenja v bistvu prav ta farmacevtski lobby, ki ima zaenkrat monopol nad se pravi, zdravili, ki se uporabljajo, ne, in je pač, oni si gotovo ne želijo uporabe konoplje, ker je prepoceni. Oni ne morejo dati take marže na konopljo, kot jo lahko dajo na svoje izdelke. Ja, pa monopola ni verjetno, ne? Zdaj pač ima neka farmacevtska firma ima neko svoje zdravilo, zdaj pač nekaj, kar je na bazi, recimo indijske konoplje, je verjetno dostopno vsem. Ne? Ja, mislim, se to že danes, ko recimo enkrat sem slišala en dokumentarni film o tem, kako za isto zdravilo nekje pač prilagodijo cene, tako da maksimalno iztržijo dobiček. Lahko za isto zdravilo v Indiji računajo za škatlico 1 evro, v neki švicarski zasebni bolnici pa 2000 evrov. Tako da, ampak dobro, vsaka industrija si želi seveda čim več zaslužiti, je pa na nas kot državljanih in tudi na odgovornih, ki skrbijo, ki bi morali v prvem planu skrbeti za dobrobit državljanov in v drugem, se pravi, v tem zdravstvenem smislu za paciente, pa v bistvu ni fair do nas, da se preplačuje take stvari in mislim, da je tukaj še zelo veliko prostora za izboljšavo, za nadzor. Predvsem mislim, da je tudi recimo v eni normalni državi, če recimo si omenil cepiva, da kako je ta COVID zadeva zelo hitro bila, vsi so jo odobrili, preden so bile študije, preden so bili kakršnikoli rezultati, so zagotavljali, da to nima skoraj nobenih stranskih učinkov, da noben ne bo umrl, da je to 100-krat boljše kot COVID, bla, bla, bla. Pa ni bilo nič uradnega, ampak se pravi, vidiš, da govorijo to, kot da bi jim nekdo narekoval. In ta nekdo je tisti, ko je pač izdeloval ta cepiva in si želel mastno zaslužiti. Zdaj pa počasi kapljajo v javnost informacije, nismo vedeli, ali pa vedeli smo, pa smo vam prikrili. Tako največje tožbe na svetu so plačali ravno farmacevtske korporacije zaradi zavajanja, lažnivega trženja, prirejanja rezultatov, se pravi nezakonitega širjenja uporabe nekega zdravila. Oni imajo veliko denarja, zato tudi lahko lobirajo in tudi ti zdravniki, ne vem, če si kdaj doživel. Jaz sem enkrat doživela, da je v bistvu pred mene prišel ta potnik in mi smo pač čakali v čakalnici v zdravstvenem domu, in je pač tam prišel nekdo zelo lepo oblečen in verjetno tam ponujal novo zdravilo in spodbujal, da ga predpisujejo za take in drugačne stvari. Ob tem pa zdravnik seveda ni dobil nekih študij, oni so mu samo zagotovili, vse je v redu. Tako kot se ponavadi dela in nažalost, glede na sploh kako je celoten zdravstveni sistem zasnovan, se že pravzaprav med študijem začne ta prekomerna obremenitev študentov, da oni v bistvu razen tega, kar točno jim napiše v knjigo, oni nič drugega ne morejo sploh procesirati, ker je enostavno preveč in potem se tudi držijo, ne spravi, samo zaupajo. V knjigi piše to in to je pač sveto, ali pa če vidiš kdaj v kakšnih bolnišnicah. Mi se držimo procedure, tudi če mislimo, da ni mogoče najboljše, pa da bi bilo za pacienta, ampak da se zaščitimo pred potencialnimi tožbami, moramo se držati teh protokolov in je tako zelo rigidno. Temu se reče doktrina zdravljenja. Pri nas v Faktorju imamo doktrino premorov za oglase, tako da ne nam videti, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj ima konoplja z evropskimi volitvami. Ostanite.
ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno naša stalna komentatorica Norma Marija Bršič. Pogovarjava pa se o tem, kaj ima konoplja z evropskimi volitvami. Norma, v prvem delu oddaje so dosti govorila pač o tej, recimo, izrabi industrijske konoplje, pa po drugi strani o izrabi konoplje za medicinske namene. Ampak verjetno je to glavno vprašanje, to drugo vprašanje referendumsko, se strinjam s tabo, obe sta zelo nesrečno postavljeni, se mi zdi, ampak vendarle se pravi uporaba za osebne namene in gojenje za osebne namene. Zaenkrat smo imeli pač neke vrste politiko, lahko kadiš marihuano, ampak pač, če ne veš, od kje je prišla. Se pravi, da je nisi sam predelal oziroma da je nisi razpečeval, lahko jo pa kadiš, kakor da je padla z neba. Zdaj po novem pač bi bila dovoljena tudi pridelava in za osebno uporabo. Ne vem, kako je pol sicer, to so zdaj te finese, z razpečevanjem za osebno uporabo, a to pomeni, da bi potem lahko tudi prodajal za osebno uporabo ali ne. To nisem čist ziher, ampak vendarle, kaj ti praviš na to? Gre za psihoaktivno snov, tako imenovano mehko drogo. Kakšno je tvoje stališče glede tega? Jaz mislim, da marihuane mladostniki do 25 leta sploh ne bi smeli uporabljati, ker zaustavlja razvoj možganov, predvsem tega prefrontalnega korteksa, ki je odgovoren za sprejemanje odločitev, za predvidevanje, za neko zrelo odraslo delovanje v naši družbi. A to vsakršna uporaba ali recimo neka prekomerna uporaba? Že minimalna uporaba ima pač posledice na razvoj možganov. Jaz nisem nikoli kadila, tudi moji prijatelji, nisem si izbirala takih prijateljev, ki bi to počeli. Sem pa nekajkrat imela stik s takimi ljudmi in ti ljudje so zelo tako počasni. Mi da se zdaj pogovarjava, jaz lahko takoj, ko ti nehaš zaključiti, jaz imam že kaj bom povedala in lahko takoj reagiram. Medtem, ko v pogovoru s takimi ljudmi je bilo pa tako enih 15 sekund, kot da bi mu možgani tako na slow motion, se pravi v počasnem posnetku delovali. In meni to ni bilo všečno. Sem slišala, eni pravijo tudi, da dela luknje v možganih, se pravi, da v bistvu te sinapse se nehajo tako povezovati, kot se pri ljudeh, ki tega ne počnemo. Zato absolutno se mi ne zdi to dober način ne sprostitve, ne rekreacije, ne bežanja pred težavami. Ja, zdaj, če tako pogledava, recimo droge, ki sta pri nas dovoljeni, čeprav je uporaba zelo omejena, ta hip najbolj, sta recimo alkohol in pa pač tobak. Zdaj, če pogledava pri alkoholu, vemo pač številni škodljivi učinki, ne samo za tistega, ki konzumira prekomerno alkohol, ampak tudi recimo na socialno okolje tega človeka ima zelo uničujoče posledice. Pri kajenju marihuane se strinjam s tabo, pač nobena stvar ni recimo dobra za vse. Jaz dejansko poslušam neke podcaste, kjer pač gostitelji teh podcastov, recimo eden pač vodi ta podcast za kajenje, to je Bill Murray, ampak celo on pravi, to ni pač za vse, pač če ti to ne ustreza, pol tega ne počni. Zdaj, a ti misliš, da bi recimo, če bi po tem posvetovalnem referendumu vlada šla v pač večjo legalizacijo uporabo marihuane, da bi se zelo razširila ta uporaba, ali ne? Ali misliš, da bi še vseeno pač to počeli tisti, ki to že itak počnejo, ampak mogoče bolj odkrito oziroma bi se lotili tudi pridelave? Jaz mislim, da je sporočilo, ki ga bo država poslala mladim, če bomo šli v smer, se pravi, dovoljevanja uporabe marihuane tudi za rekreativno, kar je sicer že zdaj, ker je itak dekriminalizirano, ampak da pa rečeš, lahko jo imaš doma. Mislim, to dovoljenje lahko kdo že, da ne skoraj kot spodbudo že razume, kar dej, to je vse v redu, nič ne bo hudega, mi smo zdaj legalizirali, odločali smo se, da to ni tako hudo, tako da vi kar, Mislim, da je to napačno sporočilo, ki si ga ne bi želela recimo za svoje otroke, absolutno ne. Ker jaz tako, tudi čemu je marihuana namenjena? Kaj je ta rekreativna uporaba marihuane? Praviloma je to v petek zvečer, po napornem, stresnem tednu, da malo odklopiš in se malo zadaneš. In jaz, zakaj ne bi šli fuzbala igrati?
ali pa košarke, ali pa plavati, ali pa na en hrib. Se to je lahko po fuzbolu, recimo, če te vse boli, pa pol enega prežgeš, ne, in te neha. Ne vem, če je to praksa fuzbalerjev, da se potem, jaz mislim, da... Ni, verjetno, ampak kakšen gotovo tudi se tega poslužuje. No, kakšen, ampak tako... Večina jih gre na pir, ne. Zdaj spet se vračam k temu, kaj je zdaj boljše. Ja, a veš, pri alkoholu imamo neko dovoljeno stopnjo, koliko ga imaš lahko v krvi, a ne, tako. Mislim, da je pri marihuani to še v nekem smislu slabše, zaradi tega, ker ne veš, kako boš odreagiral, ne. Po marihuani si lahko zelo zaspan, kako bodo, mislim, potem, če se bo šlo v to smer, bi bilo absolutno treba preveriti, kakšen je vpliv na vožnjo, koliko, ne vem, lahko sploh skadiš, pa spet, kako bomo to zmerali. Pri alkoholu se razmeroma enostavno vidi, koliko si spil in koliko ga imaš potem v krvi, če imaš pač so neke formule, koliko alkohola so jetra sposobna razgraditi glede na uro. Medtem ko pri marihuani je nekdo od enega jointa lahko čist zadet, en pa od 3 ni. In je tako ena taka siva cona tudi glede potem upravljanja, mislim, sploh delovanja v družbi. No, tudi če hodiš po cesti, pa če si tak cel matast, pa greš čez cesto, pa ne vidiš, a je rdeča, a je zelena, to se mi zdi, da kot da bi želeli priklicati težave. Ja, saj v prometu itak ne smeš sodelovati v prometu, če si pod vplivom marihuane, recimo isto kot pod vplivom alkohola. 0:0. Čeprav, ja, to me zdaj preveč sprašuješ, ampak načeloma pač vem, da če te policaj ustavi, te lahko testirajo, ne? In te tudi vpraša, če si kaj vzel, ne? Skratka, vem, da v prometu ne smeš sodelovati, če si recimo pod vplivom marihuane. Glede alkohola pa tega trave se mi zdi, da je podobno, no, pač eni več prenesejo alkohola kot drugi, eni imajo več prakse s tem kot drugi. Tisto, kar se meni zdi tu zanimiv vidik je, ne, da zagovorniki pač tega, da bi se povečala legalizacija ali pa bolj sprostil dostop, če hočeš, da tako rečem, do marihuane, ne, pravijo, da je to pomembna gospodarska panoga, ne, ki je zdaj pač omejena, ne. Ampak verjetno se strinjava, da recimo prodaja alkohola, ne, ali pa prodaja tobačnih izdelkov v narekovajih sta veliko bolj pomembni gospodarski panogi, ker se tu generirajo veliko večji profiti. Pa nismo slišali, ne, da je pač to težava, ko smo recimo omejevali kajenje ali pa ko smo omejevali oglaševanje alkoholnih izdelkov, prepoved prodaje alkohola pred 10. uro dopoldne in tako naprej. Koliko teže ti daš recimo na ta ekonomski argument, ne, to, kar vidimo na ekranu, ne, izguba perspektivne gospodarske dejavnosti, ne? Mislim, še vedno jaz nisem zasledila, da bi bilo preprodajanje dovoljeno. A ne? Se pravi, vprašanje ne bi bilo, ne? Je samo za gojenje in uporabo za pač zasebno rabo. Se pravi, tle ni nobenega gospodarstva v zadnji, vsaj kar se tiče rekreativnega dela, ne? Dobro, če potem za medicinske namene, ok, ampak to je pač, mislim, da vemo, da ni njihov cilj zdaj skrbeti za paliativne onkološke bolnike, pa za ne vem. Ja, pa tudi tam ne bi smeli pol iti v smer nekega točenja profitov, če se bo to v javnem zdravstvu pač uporabljali, je spet neka nasprotna logika, se mi zdi. Ja, če bi, no, točno to, se pravi, to je samo nek tak argument, ki so ga potegnili iz petnih žil v želji, da bi imeli nek argument, zakaj bi nek tak objektiven argument, poleg tega, da v bistvu je vse ostalo nepotrebno oziroma se bi dal rešiti na manj škodljiv in bolj zdrav način, je pač zdaj to ekonomijo ven vlečejo. No, mislim, da ljudje ne bodo padali na to. Kak imaš ti recimo občutek, ti si recimo bistveno mlajša od mene, a imaš občutek, da med današnjimi mladimi se povečuje rekreativna uporaba marihuane, se zmanjšuje v primerjavi s takrat, ko si ti recimo še študirala, hodila na faks? Jaz ti priznam, nimam ta pravega občutka. No, meni se skoraj zdi, da je mogoče to včasih bilo bolj razširjeno kot zdaj. Zdaj me je bolj groza, ko vidim te mladostnike, ki po cesti te vejpe in te kemične svinarije kadijo. Travo redko zavoham, no. Res pa je, da se mogoče ne gibljem v pravih krogih. Kakšen občutek imaš ti? Tako bom rekla, jaz se tudi nisem nikoli gibala v takih krogih. Jaz sem, se pravi, v srednji šoli sem hodila na zasebno katoliško gimnazijo. Tam ste vsi pohali, ne, se boš povedala.
Ne, tam tega ni bilo. So nekateri dijaki vsem to počeli ob petkih popoldne, ampak mene nikoli ni bilo zraven. Na faksu pa tudi na matematiki je večino študentov pač resnih, bi rekla, da je veliko športnih navdušencev bilo, recimo med študenti, veliko več kot enih takih nekih tipičnih zapohancev. Tako da tudi na našem faksu nismo imeli nikoli teh težav ali pa nekih izkušenj. Seveda so tudi bili pri nas kakšni taki, ampak ni bila pa to neka zadeva, ne vem, da bi to kje prepovedali ali pa tudi, ne vem, na nekaterih fakultetah menda med izpitnim obdobjem ali pa tudi med letom, v bistvu je tak porast teh drog, da v bistvu dajo že v toaletne prostore take luči, da v bistvu ne moreš žile zadeti. Tega pri nas ni bilo, na faksu, tako da mislim, da nisem najboljši, kljub starosti razliki, nimam preveč vpogleda v te sfere naše družbe. Bi pa rekla, da je vsekakor se pa mentalno zdravje, to pa z gotovostjo lahko povem, mladostnikov pa izjemno poslabšuje zaradi čedalje večje obremenitve in pač tega vsega stresa, ki ga šola danes povzroča mladostnikom in sploh ta celoten način, inflacija ocen, da vse, kar ni 5, je že slabo in je potem ta konstanten stres, da boš prišel lahko na dobro gimnazijo, samo če boš imel vse 5, ampak res moraš imeti čisto vse 5, ker že 1/4 te lahko pokonča in je tako, bi rekla iz tega vidika, ampak mislim, da se... Ja, 4 je slaba ocena zdaj že, ne? Ja. Vse, kar je manj kot 4, je pa že v bistvu življenjska katastrofa. To si pa, ja. In mislim, da se ti otroci, ki imajo te težave, bi rekla, da si bolj pomagajo kar s temi antidepresivi ali kakšnimi pomirjevalnimi tableti, se pravi, grejo bolj na ta farmakološki način pristopa k tem težavam, namesto da bi se kot družba zamislili, zakaj imamo 40% mladostnikov s težavami z mentalnim zdravjem, jih pač filajo s tableti. Mislim, da je to tudi napačen pristop, ampak tudi, če bi se zadevali z marihuano. Ne bi bilo nič boljše, ja. Ne. Na nek način mogoče res tisti hip te ne boli v narekovajih, ampak samo prestaviš problem, ne? Ja. Ampak, Norma, da malo aktualizirava to najino današnjo debato, zdaj vseeno se mi zdi, če pogledava zdaj slovensko politiko, ne? Recimo pri predsednici Državnega zbora imam skoraj občutek, jaz osebno priznam, mogoče se ti ne strinjaš, da bi bilo dobro, če bi daj kakšnega zvila pa pokadila, ker toliko žolča, ko ona recimo sprosti v upravljanju svoje funkcije, človek skoraj si želel, da bi mogoče bila malo bolj umirjena ali pa tako, kot ti praviš, da bi 15 sekund si vzela predno odreagira ali pa predno kaj reče. Ampak po drugi strani, pri predsedniku vlade imam pa občutek, da skozi poha, ker to, kar on počne, dejansko pač nek človek, ki je trezen, čist, se pravi, se zaveda svojih dejanj, težko, posebej na taki funkciji, bi se tako obnašal. Kakšen imaš ti občutek, recimo, vem, da so zmeraj te debate v slovenski politiki, se enkrat z leve, enkrat z desne, pejmo se testirati na droge. A imaš ti občutek, da pač recimo je kdo zdaj v parlamentu, mogoče poslanci Levice, mogoče še kdo, ki recimo rekreativno uporablja marihuano? Prepričana sem, da poslanci Levice niso edini, ki uporabljajo marihuano, pa verjamem, da je v našem parlamentu še kaj drugega kot samo marihuana, kar se ilegalno razpečuje. Me pa moti bolj ta vidik, da v bistvu mi tega ne vemo, da mi v bistvu neke zadrogirane ljudi imamo na nekih pozicijah in da nimamo kot njihovi delodajalci, kar ljudstvo smo, pravice, oziroma oni si pač, seveda, vse logično, da če kradeš, nočeš, da bodo vsi vedeli, da kradeš, tudi če se drogiraš, valjda nočeš, da bi vsi vedeli, da se drogiraš. Ampak tako se mi zdi, da bi, če bi hoteli recimo oni kaj koristnega narediti s temi psihoaktivnimi snovmi, bi lahko dali na referendum, ali želite, da se vsi poslanci enkrat na mesec testirajo za psihoaktivne snovi. Si ti za to, ideja, da bi imeli test na prepovedane droge v parlamentu? Ja. Ali samo v parlamentu, ali bi to še razširila, recimo, ne vem, na državno upravo, še kam drugam? Ja, jaz mislim, da vsi, ki delajo z otroci, mladostniki, ranljivimi skupinami, to ne morajo biti zadeti ljudje. Sploh na ilegalne droge, absolutno. Zdaj,
če bo tam, ne vem, recimo govorila sem z eno znanko, ki ima otroka z Downovim sindromom in pač pravi, kako je težko poiskati, se pravi, socialne delavce oziroma skrbnike, da bi pomagali pri njenem sinu, ki je že star 21 let, ima Downov sindrom. A ne, pač to je ena taka služba, ko te res čustveno izmuči in če si tak človek v petek prvošči 2 pera ali pa en joint, mene to ne bi motilo, ampak če pa to minister, pa če to ni glih samo v petkih en joint, to si bi pa želela vedeti, ker se mi zdi, da tak človek ni, ki v bistvu ne zmore opravljati svoje funkcije brez da se zadeva na tak ali drugačen način, se mi pa ne zdi, mislim, da ga to diskvalificira kot človeka, ki je sposoben tako v polnosti opravljati funkcijo, na katero smo ga izvolili. Ja. Zdaj, zakaj misliš, recimo, po tvoje, da je to vladajoče gibanje Svoboda, ne, oziroma te njihovi Instagram, TikTok, think tanki, katerim se očitno zatekajo po politične ideje, ne, kjer črpajo svojo politično filozofijo. Zakaj so se odločili ravno za ta 3 vprašanja, oziroma recimo za to pač večja dekriminalizacija marihuane, pa večja uporaba v medicinske namene? So štartali na ta prav del volilnega telesa, so to res njihovi volivci, imajo tle kaj rezerve po tvoje? A je nekdo, ki recimo, tako kot ti praviš, v prostem času poha ali pa poha v petkih zvečer, res tist, ki bo zdaj pač zaradi tega, ne vem, obkrožil gibanje Svoboda na teh evropskih volitvah? Jaz mislim, da te, ki so recimo navdušenci za pohanje, ne spremljajo posebej dobre politike. In če ne spremljaš posebej dobre politike, potem je ponavadi nek tak način delovanja teh ljudi tak, da si pogledajo tisto glavno soočenje, si izberejo enega, ki jim je všeč in potem ga obkrožijo. In kot smo videli že tudi pri nas, slika Luka Mesca, ki si grize nohte, to je en od znakov otegnitvenega sindroma. Ja, ampak zdaj je vprašanje, kaj mu je bilo otegnjeno? To pa je vprašanje, ja, ampak mislim, da ni preveč veliko možnosti. Nekaj jih pa je. Ampak to sem želela reči, se pravi, ti ljudje, ki gledajo samo zadnje soočenje, se pravi, ne vidijo sploh vseh strank, ki kandidirajo na volitvah, ker itak vemo za to diskriminacijo pač slovenskega medijskega prostora, da se privilegira stranke, ki so že v parlamentu in absolutno diskriminira stranke, ki niso v parlamentu in to na tak način, da tudi potem nikoli ne bodo mogle priti noter. Seveda to pravilo prilično spodkopljajo sami pri sebi, ko je ena njihova nova stranka, ki je ravno kar nastala in pride takoj na glavno soočenje. Tako da mislim, da je v bistvu nek tak povprečen volilec, glede na propagando, ki je deležen, se avtomatično nekam v levo smer obrne, ker so enostavno, je 90% medijev njihovih. Ja, to je zaželeno ravnanje, se mi zdi, ne? Tako. In spodbujeno. Ja. Cel naš ustroj v bistvu v to smer gre, da in neki taki ravno kar polnoletni mulci, pa tam do enega 25 leta ali pa tudi potem naprej, ki se za politiko ne zanimajo, bodo verjetno, Svoboda je pa za konoplo, gremo na volitve in jih pač pol še obkrožimo. Eni ljudje sploh ne vejo, da to ni isto, da lahko ti podpreš predlog od nekoga, s katerim se načeloma ne strinjaš in ga ne voliš in pač samo predlog podpreš. Ampak v Sloveniji je že tako, da ko se enkrat, ta mentaliteta je, ko se enkrat odločaš za eno politično stranko, si se hkrati odločaš tudi o vseh ostalih debatah v politiki in osebnem življenju in sploh vsem, kar je, ker je zelo tako, nismo tako, ne jemljemo tega kot en tak meni, iz katerega poberemo, kar nam paše. S tem se strinjam, s tem se ne strinjam. Sem, ne vem, proti obveznemu cepljenju, sem za, za migracije, recimo. Ne, pač si, ali na eni strani, pač tako, kot je ta politični ustroj, se ponavadi pod vse moraš polkar podpisati. To sem hotel vprašati. Zdaj, jaz nisem zasledil, mogoče si ti neke posebne kampanje, recimo Svobode, na to vižo, kakor volite za nas, mi smo za legalizacijo trave, ne vem, lahko to še pričakujemo v finišu kampanje, bomo videli Roberta Goloba, kako prižiga joint Tini Gaber, na kakšnem Instagram, TikTok video. Veš kaj, jaz ne spremljam Instagrama, tako da tega ne morem vedeti. Pa na Facebooku recimo, se pa gotovo o teh temah več govori, ne, ker v teh krogih, za katere je to relevantno, je pač jih predramla ta novica. Mi je pa zanimivo čisto izbira teh tem, ne, ko recimo za evtanazijo bi rekla, da bo nek
pretežno levi del glasoval, tudi za to konoplo. Mislim, da bo za medicinsko, da bo večino ljudi za povečanje uporabe medicinske konoplje, tudi zato, da se začne gojiti konoplja za medicinske namene tudi v Sloveniji. Medtem ko za rekreativno uporabo bi rekla, da bo odstotek nižji. Potem imaš pa še eno tretje vprašanje, kaj pa to o teh preferenčnih glasovih, ne? To pa zadeva, to pa že tako rekoč neka višja matematika v politiki, da razumeš pač problem, se pravi, cel naš volilni sistem, preferenčni glasovi, kako se zdaj dodeljujejo. Mi smo na fakulteti imeli tudi primer teh volilnih sistemov in smo pa tudi po našem, smo dejansko na roke računali vse te procente in tako naprej. In je zanimivo, mislim pa, da bo to pa nek tak bombonček mogoče za bolj neke desne volivce, ki se mi zdijo v splošnem bolj zainteresirani v politiko v smislu, da spremljajo svojo politično stranko tudi en teden potem, ko so volili za njo, pa še potem med mandatom. Bolj so nezadovoljni verjetno z obstoječim političnim sistemom in volilnim tudi sistemom in tako naprej. Ampak je pa zanimivo to kar praviš, Norma, ne, glede teh referendumskih vprašanj. Bomo res videli, kaj se bo dogajalo. Jaz bi samo opozoril naše gledalke in gledalce, da če gledajo Faktor zadeti, to počnejo na lastno odgovornost, kot tudi sicer, ko niso zadeti. Za danes pa Norma Marija Bršič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj ima konoplja z evropskimi volitvami, že 1038. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj nam bodo prinesle evropske volitve. Kaj nam bodo prinesle, če sploh kaj. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.